Torej, vsem prav lep pozdrav, hvala za res številno udeležbo danes na današnji tiskovni konferenci. Posvečena je seveda izjemnemu uspehu ob koncu zbiranja podpisov za referendume. Poglejte, dobre četrt stoletja je minilo, odkar sem nekoč prinesel v ta parlament 47 000 podpisov za večinski volilni sistem, ki smo jih takrat zbrali prvi in na ta način prebili led. Tokrat lahko rečemo, da je SDS prebila zvočni zid, kajti zbrali smo 157 138 podpisov za referendume. To je ogromna številka. To je številka, ki je nekajkrat večja, kot je skupno število vseh tistih razvpitih 100 in več protestnikov na protestih, s katerimi so nekateri mediji bombardirali vsak petek slovensko javnost. To je številka, ki predvsem zavezuje. In treba se zavedati, da ljudje, ki so dali svoj podpis, so se izpostavili, so si vzeli čas, mnogi naredili kar nekaj kilometrov, da so šli do upravne enote, nekateri celo vzeli dopust za to in zaradi tega je to številka, ki zasluži vse spoštovanje. Vse spoštovanje zaslužijo vsi, ki so dali svoj podpis za referendume, za 157 138 podpisov za referendum in vsem gre izjemna in velika zahvala. To je zgodovinski dosežek, ki je zagotovo na nek način prelomen trenutek v današnji slovenski politiki. Smo v obdobju, ko se ljudje soočajo z realnostjo, ki jo prinašajo posamezni ukrepi vlade, ko se soočajo s siromašenjem, z dvigovanjem davkov, s nižanjem plač, z izjemno visoko inflacijo in kljub temu se želi birokracija večati. Vlada hoče povečati število ministrstev na število, ki bi bilo, če bo sprejeto, uveljavljeno, evropski rekord. Treba si zavedati, da vsako ministrstvo pomeni potem številne nove zaposlitve in postopno tudi zelo, zelo veliko denarja. Tak namen vlade je kritiziral celo fiskalni svet, ki je opozoril, da ta vlada namerava, Golobova vlada, v zadnjih mesecih bistveno povečati porabo, pa ne za tisto, kar bi pričakovali, za odpravo energetske revščine, za odpravo posledic pandemije, za oživitev gospodarstva, ampak da namerava povečati porabo kar tako, kar pomeni, da bodo sredstva šla v neproduktivne namene. Eden od teh neproduktivnih namenov je zagotovo tudi ustanavljanje novih ministrstev. To nima nobenega smisla, veste, da večina evropskih držav ima primerljivo število ministrstev, kot ga ima Slovenija danes, mnoge še bistveno manj. Danes se ljudje soočajo z realnostjo, s katero so ljudje včeraj v Ljubljani zgroženo gledali dopis, ki jih je opozarjal, da jim po noči sploh ne bodo več vklapljali gretja, da po noči gretja ne bo, da bo gretje tudi čez dan zelo omejeno na maksimalno 20 stopinj in da še to bodo vključili šele takrat, ko bo ob 9 zvečer 3 dni zapored temperatura pod 10 stopinjami. Kaj bodo ljudje imeli takrat v stanovanjih, si lahko samo predstavljate. Zeblo jih bo. In vsi tisti, ki so verjeli obljubam, kako bodo plesali, danes zgroženi lahko ugotavljajo, da bodo res plesali, ampak plesali bodo po noči in to zato, ker bo to edini način, da se bodo v tej draginji, ki jo povzroča vlada z napačnimi ukrepi, ogreli od mraza, ki ga povzroča vlada s svojo operativno nesposobnostjo, da bi zagotovila ljudem vsaj tiste temeljne stvari, ki so nujne za življenje. In v teh razmerah, gospe in gospodje, ko se navija davke, ko se izžema ljudi, ko se ljudem jemlje, se hoče vlada povečevati. In seveda, ker hkrati sprejema še številne druge ukrepe, ki so v popolnem nasprotju s slovensko tradicijo in kulturo, tudi recimo posvajanje v istospolne družine,
Poglejte, zato je potrebno poseči po svobodi javne besede. Zato jo želijo omejiti in zaradi tega so predlagali drugi referendum. In očitno jim ne gre ne za slovenske otroke, ne za slovenske starejše in vse, ki potrebujejo stalno oskrbo. Kajti ukinili so urad za demografijo, ob tem, ko imamo najnižjo rodnost v Evropi, in po drugi strani odlagajo s spremembo te stvari nekam v bodočnost. Vsemu temu pravimo v SDS odločen ne. In 157.138 podpisov za referendume nas zavezuje, da bomo pri tem vztrajali, da bomo pri tem odločni, da bomo ljudem dali možnost, da se sami izrečejo na referendumih o tem, kakšno politiko želijo in da jim damo možnost, da to napačno, za Slovenijo uničujočo, protirazvojno, protislovensko politiko zavrnejo z glasom 3-krat proti. Glejte, zelo zanimivo je bilo opazovati te dni, ko smo zbirali podpise, kako so se nekaj časa posmehovali, kajti vsaka zgodba ima tudi težave. Potem pa, ko so videli, da bomo uspeli, kako so začeli njihovi najuglednejši poslanke in poslanci v Državnem zboru razlagati, kako ljudje pravzaprav niso kompetentni, da bi odločalo vsem, da ni primerno, da bi ljudje lahko odločali kar o čemerkoli in da ljudje pravzaprav niti ne znajo sami odločiti, kaj je za njih najbolje. To je do volivk in volivcev žaljivo, gospe in gospodje, pove pa veliko o tistih, ki so se v predvolilni kampanji ogromno sklicevali na voljo ljudi, na voljo ljudstva, kot so temu rekli. Zdaj, ko so pa z njo soočeni, se jim pa tresejo hlače. Tudi današnji eksces na začetku vodenja strani predsednice Državnega zbora, sem prepričan, da je bil samo preusmerjanje pozornosti od 157.138 zbranih podpisov za referendum. Kajti ljudje, to sem trdno prepričan, imajo pravico, da odločijo o čemerkoli. To jim daje slovenska ustava, že 2. člen, ki postavlja neposredno odločanje ljudi na prvo mesto. Verjamem pa, da se obstoječi oblasti zaradi vseh ekscesov, o katerih sem govoril, v tem trenutku tresejo hlače. Kajti, kot govori učbenik ustavnega prava profesorja dr. Lovra Šturma, ki je žal že pokojni, je pa eden od očetov slovenske ustave, je referendum najbolj učinkovito sredstvo za omejitev oblasti, katerekoli oblasti. In zato v resnici gre, da se pove na referendumih, da ta oblast ni omejena, da ta oblast ni enkrat za vselej, da si ne sme privoščiti ta sedanja oblast, da dela samo in izključno za svojo korist in za korist tistih, ki so ji pomagali se povzpeti na oblast, ampak da mora delati za vse, za državljanke, za državljane, za ljudstvo, ki smo mi vsi. In po ustavi je ljudstvo edino, ki ima v Sloveniji oblast. Zato sem vesel 157.138 podpisov, ker bodo omogočili, da ljudstvo neposredno uresniči svojo oblast na referendumih z glasom 3-krat proti. O tem sem trdno prepričan. Da se naredi konec tej protislovenski, za Slovenijo uničujoči, protirazvojni politiki, ki izčrpava slovensko podjetništvo, ki izčrpava državljanke in državljane s previsokimi davki, ki pomeni povišanje potrošnje in ki ne vodi nikamor in ki znižuje varnost. Zdaj predajam besedo, ker pač tako zahteva Dunajska šola Bontona, mora biti dama na sredi, moji kolegici, gospe Alenki Jeraj. Prosim. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Torej v SDS-u smo ocenili, da so bili sprejeti 3 zelo slabi zakoni in se zato tudi odločili za zbiranje podpisov. Danes smo res veseli, da so ljudje prepoznali, da so zakoni slabi in oddali svoj podpis za referendum. Vsem se zahvaljujemo. Nekaj je bilo sicer tudi težav pri delovanju krajevnih uradov, večinoma pa so uradniki svoje delo opravili profesionalno in tako, kot se od njih tudi pričakuje. Mi smo proti temu, da se ljudem jemlje in z vsemi 3 zakoni se jim nekaj jemlje.
pri zakonu o RTV, predvsem njihovo participacijo. Torej, ljudje so plačniki RTV prispevka, pa se jih izključuje. Do sedaj je bila večina programskega sveta predstavnikov poslušalcev in gledalcev, sedaj se to podarjuje ekskluzivno samo nekaterim organizacijam. Na vprašanje, zakaj ravno tem izmed 27 000, ki delujejo v Sloveniji, nismo dobili odgovora. Podobno ureditev veste, da smo že imeli in takrat tako imenovana apolitična sestava programskega sveta je v resnici pomenila, da smo imeli na čelu predstavnika Olimpijskega komiteja, ampak predsednika Zveze komunistov in kasneje stranke Združene liste, torej danes SD. Tako da govoriti o depolitizaciji, ki preko stranskih urad pripelje politiko noter, zagotovo ni dobro. Eden od predlagateljev je recimo informacijski pooblaščenec. Zakaj se sprašujemo? Drugi varuh človekovih pravic. Zakaj, če je na RTV varuh gledalčevih pravic? Potem Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja. Zakaj ravno oni, ne pa katera od drugih organizacij? Nacionalni svet invalidskih organizacij. Kaj pa humanitarne, a teh pa ne upoštevamo več in se jih izključuje. Skratka, prvi korak je bil narejen z zbiranjem podpisov. Še enkrat vsem res hvala, da ste se odzvali po vabilu in oddali podpis. Drugi korak pa je seveda kampanja oziroma potem odločitev na referendumih, ko pozivamo državljanke in državljane, da 3-krat glasujejo proti. Lep pozdrav vsem tudi z moje strani in seveda hvala za 157 138 podpisov vsem skupaj in vsakemu posebej. Golobova koalicija in vlada, ki jo vodi gospod Golob, od začetka mandata dalje načrtno odpravljajo dobre odločitve prejšnje vlade, ki gredo vse v škodo ljudi. Na drugi strani spremljamo neke vrste revanšizem, ko se odpravljajo odločitve, zakoni, ki so bili sprejeti v prejšnjem mandatu, ki pomenijo neko dodano vrednost za slehernega med nami. Opažamo lahko tudi, in to so ljudje očitno spoznali, zaradi tega tak množičen odziv pri podpisovanju pobude za izvedbo referendumov, da je Golobova koalicija v teh težkih časih pozabila na številne, najbolj je pozabila na upokojence, tiste z najnižjimi pokojninami. Če potegnemo neko primerjavo ne tako dolgo nazaj, začetka letošnjega leta, ko je prejšnja vlada namenila upokojencem z najnižjimi pokojninami 14. januarja letos dodatke v višini 230, 130 oziroma 100 evrov, glede na višino pokojnine, spremljamo danes debate o tem, da ne bi upokojenci dobili 5 evrov dodatka več in to prihodnje leto. Poleg tega so vsi upokojenci, vsi z najnižjimi pokojninami pod 1000 evrov dobili aprila letos v času prejšnje vlade 150 evrov tako imenovanega energetskega dodatka. Da ne omenjam tega, da so bile spomladi položnice za elektriko vsem prepolovljene. Danes imamo bistveno druge razmere, imamo inflacijo na najvišjih v Evropi, cene hrane, energentov so poletele v nebo in Golobova koalicija žal ni znala poskrbeti za najšibkejše. Eden od zakonov, ki gre v škodo predvsem starejšim, pa tudi ostalim, ki so potrebni pomoči drugih, je tudi zakon, ki ga je Golobova koalicija poleti sprejela za preprečitev uveljavitve zakona, ki je bil sprejet decembra lani, torej zakona o dolgotrajni oskrbi. Takrat so vsi tisti, ki so bili takrat v opoziciji, Socialni demokrati, Levica, dve stranki, Lista Marjana Šarca in Alenke Bratušek, ki sta se utopili v Golobovi stranki, glasovali proti temu zakonu. Proti zakonu o dolgotrajni oskrbi, ki pomeni dodano vrednost za številne ljudi, marsikomu med njimi bo omogočil, da bo lahko dostojno dočakal starejša leta oziroma preživel starejša leta. Tisto, kar je potrebno povedati, je, da s tem tudi zelo neposredno ogrožajo sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, kjer je uveljavitev tega zakona o dolgotrajni oskrbi eden od mejnikov za koriščenje sredstev.
In ta pot ni pravilna. Ogroža se 1,5 milijarde evrov sredstev, ki jih ta država krvavo potrebuje v teh razmerah, ko se začenja gospodarska aktivnost ohlajevati in bomo morali čim bolj učinkovito izkoristiti vsak evro. Zakon določa aktivnosti, zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je bil sprejet decembra lani, ki jih morajo pristojni organi izvesti v letošnjem letu, da ga je mogoče uveljaviti za 1.1. prihodnje leto, to je s 1.1.2023. Zakon je določil relativno dolgo prehodno obdobje, ravno zaradi tega, da se pač vsi na uveljavitev pripravijo in časa je bilo več kot dovolj. Več kot dovolj to, da ni mogoče uveljaviti zakona, da je slab, da niso zagotovljena sredstva, so prazni izgovori. Zakon jasno določa, da se sredstva do leta 2025 zagotavljajo iz pokojninske in zdravstvene blagajne oziroma tisto, kar ni mogoče zagotoviti iz teh dveh blagajnih sredstev državnega proračuna in da se po letu 2025 zagotavljajo preko posebnega prispevka. Torej, vkolikor pristojni ne bodo storili tega, kar od njih veleva zakon, so funkcionarji politično odgovorni za opustitev dolžnega ravnanja, vsi ostali predstojniki institucij, predvsem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, socialno-varstvenih zavodov in vsi ostali, ki imajo določene naloge po tem zakonu, pa bodo tudi odškodninsko in materialno odgovorni. Kajti zakon je potrebno spoštovati, njegova določila so jasna, določeni so roki, do kdaj je treba kaj storiti, nekateri so zapadli 30. aprila letos, nekateri zapadijo 30. oktobra letos in v tem obdobju je pač treba postoriti v glavnem administrativno-tehnične zadeve, ki jih je potrebno urediti, zato da se ta zakon lahko s 1. januarjem 2023 uveljavi. Torej, spoštovani, vkolikor bi danes vlado vodil gospod Janez Janša, se gotovo o tem ne bi pogovarjali. Nobenih referendumov ne bi bilo potrebnih, ker se ne bi sprejemali zakoni, ki gredo v škodo ljudi. Dolgotrajna oskrba bi se uveljavila tako, kot je bil zakon sprejet 9. decembra lani s 1. januarjem 2023 v pretežnem delu oziroma en delu 2024 in število ministrstev bi se zmanjšalo, ne povečalo, tako kot smo temu že bili priča v drugačnih časih, ko je v koaliciji sodelovalo celo 5 strank, ne samo 3 kot zdaj, pa je gospod Janša leta 2012 število ministrstev zmanjšal na 12. Torej, za odpravo teh škodljivih odločitev Golobove koalicije in vlade, ki jo vodi gospod Golob, je pač potrebno iti na referendum. Potrebno je biti 3-krat proti siromašenju ljudi, in potrebno je, tukaj pa apel vladajočim, ravnati gospodarno, racionalno, zaradi tega, tako kot smo že večkrat doslej povedali, Slovenski demokratski stranki se zavzemamo, da se ti 3 referendumi izvedejo z enimi od prihajajočih volitev, ki jih bo kar nekaj v naslednjih 2 mesecih. Hvala lepa. Hvala tudi obima, se pravi kolegici in kolegu. Zdaj je čas za vaše vprašanja. Prosim pa, da se omejimo na temo, ki je danes pred nami. Če je kakršno vprašanje, prosim. Kdaj boste vložili? Ker od tega je tudi pomembno, kater datum bi referendum lahko bil. Če boste danes, bi torej lahko vložen na drugem krogu, oziroma v kratkem bi bilo vložen na drugem krogu predsedniških. Boste šli na ta datum? Ali bi raje na lokalnih volitvah? Kdaj? Poglejte, v vsakem primeru je naš cilj, da bi izvedli to hkrati s enim od volitev, ki bo zdaj itak še in še, imamo 2 kroga. Skratka, kdaj bomo vložili, fizično je potrebno še zbrati te podpise. Številke, o kateri sem govoril, so uradne številke, preverjene, ki smo jih dobili o številu overitev. Zdaj je potrebno to fizično zbrati, kot veste, in pripraviti za vložitev. To bomo naredili v najkrajšem možnem roku, vsekakor v nekaj prihodnjih dneh. Danes pa to zagotovo še ni možno, kajti danes tisti, ki so jih včeraj oddali, šele transportirajo pač podpise v Ljubljano. Veste, da z izjemo tistih, ki so oddani elektronsko, je pač to potrebno prav fizično zbrati in fizično priložiti ob vložitvi zahteve. Ko jih bomo zbrali zadostno število, prav gotovo ne bomo čakali čisto vseh, ampak ko jih bomo zbrali zadostno število fizično, bomo to vložili. To bo v najkrajšem možnem roku. Jaz mislim, da v 1-2 dneh, se pravi najbolj verjetno ponedeljek. Mogoče to, zdaj, če sem vas prav razumel, vi v bistvu te referendume vidite tudi
kot na nek način referendum o delovanju Golobove vlade, se pravi, da bi nek vaš uspeh lahko interpretiral tudi kot neuspeh te koalicije, ki je zdaj na oblasti od junija. Sem prav razumel, kako? Poglejte, tukaj gre za vprašanje, kdo to financira. Vse, kar počne ta vlada s tem napihovanjem proračuna, s poskusom povečevanja ministrstev, seveda, da plačujemo slovenski davkoplačevalci. Tukaj gre dobesedno že za siromašenje podjetništva in za siromašenje vseh ljudi, vseh prebivalcev Slovenije, ki te davke plačujemo. Razen tega, kako bodo zvišali davke in kje bodo uvedli še nove davke, ta koalicija sploh ne zna povedati ničesar. Tisto, kar je naredila, je samo preprečila, da bi ljudje s zviševanjem, pač zniževanjem davkov lahko povečali svoje realne plače in poskrbeli sami zase. Tukaj gre torej za vprašanje tega, naj odločijo ljudje, v kakšni državi želijo živeti, kakšna je politika. Tukaj gre za vsebinsko odločitev, v tem primeru trikratno vsebinsko odločitev, ki je seveda odločitev o politiki sedanje vlade. Jaz sem trdno prepričan, da so skrajno neutemeljene in žaljive tiste pripombe, ki so jih dejali poslanci vladajoče koalicije v teh dneh, ko jih je že grabila panika, kako ljudje ne znajo odločiti, kaj je zanje v resnici dobro in kako niti ne smejo odločati in podobno. Jaz zaupam v odločitev ljudi. Jaz sem trdno prepričan, da ljudje sami znajo najbolje odločati o svoji usodi. Švica, ki je država referendumov, je zato najboljši dokaz in referendum je najboljši način za omejitev vsakokratne oblasti. To še enkrat povem, uči tudi ustavno pravo. To je stavek, ki ga lahko preberete v učbeniku profesorja ustavnega prava in pa enega od očetov slovenske ustave, doktorja Lovra Šturma. In če vlada izgubi te referenduma, je potem to mogoče že nek prvi korak temu, da bi vi recimo zahtevali predčasne volitve ali ne? Glejte, najprej je potrebno ljudem povedati, da je vredno iti na referendum. Kadarkoli in kakršnokoli igro se bo šla vladajoča koalicija s temi referendumi, da ni temu ne nasedejo. Jaz upam, da je toliko racionalnosti v teh ljudeh, da bodo to razpisali hkrati volitvami, da ne bo nepotrebnih stroškov, ampak v vsakem primeru je vredno iti na referendume, vredno je izraziti glas trikrat proti siromašenju Slovenije, proti uničevanju slovenskega podjetništva. In če končam z besedami, znanimi besedami očeta Slovenije, dr. Jožeta Pučnika, zdaj gre za Slovenijo. Gospod Grims, jaz bi samo za en datum malo bolj specifično vprašal, ali bi bil za vas sprejemljiv datum in v redu datum drugi krog predsedniških volitev? Smo rekli, katerekoli volitve, da se to izvede hkrati z volitvami, omogočajo, da ni dodatnih stroškov in to je za nas optimalna rešitev. Načeloma zdaj, če lahko nadaljujemo, načeloma do zdaj se koalicija vendarle nagiba k temu, da bi razpisal poseben referendumski dan, nekako po teh preračunih, zdaj seveda je odvisno, kot je rekla že Meta, da boste vložili, ampak nekako se nagiba ta 27. november. Zdaj, vi ste dobili za vsakega od teh pobud po 52.000 podpisov, kvorum je 340.000 podpisov. Na kakšen način boste v kampanji skušali prepričati ljudi, če do tega referendumskega dneva pride, da pač množično pridejo na volišče v tistem dnevu? Sem povedal, gre za odločitev o tistem, kar ljudje v tem trenutku že doživljajo na lastni koži, siromašenju Slovenije. Gre torej za glas trikrat proti siromašenju Slovenije, trikrat proti uničevanju slovenskega podjetništva in izžemanju slovenskih državljank in državljanov in predvsem je to glas trikrat za Slovenijo. Zdaj gre za Slovenijo. Lahko sem še nekaj dodam? Glejte, ne vem, zakaj 27. november. To je popolnoma negospodarno, neracionalno. Samo odgovarjam. Vsaj 2 datuma sta pred tem in vložitev podpisov ne bo razlog, da ne bi bilo mogoče razpisati teh 3 referendumov na 13.11. To ne bo razlog. To ne bo prepreka, ker vemo, kakšni so roki. Ko so podpisi vloženi, se lahko naslednji dan razpišejo referendumi. Poleg tega prije potem še 20. Še 20. november in je ta 27. nek datum, ki ga očitno želijo
izkoristiti nekateri s tem po nepotrebnem obremeniti davkoplačevalce z dodatnimi stroški, samo zaradi tega, ker špekulirajo, da ne bo kvoruma. Bo kvorum, gledajte, bo kvorum. Tukaj v teh primerih bo kvorum, ker gre za odločitve, ki vse siromašijo ljudi, ne samo te odločitve, tudi vse odločitve, ki prihajajo, ki jih je vlada že sprejela in ki prihajajo v državni zbor, gredo v smer siromašenja ljudi, zniževanja njihovih prejemkov, tanjšanja njihovih denarnic in povečevanja obremenitev in davkov. Zaradi tega v Slovenski demokratski stranki menimo po tem odzivu, ki je bil zdaj v tem prvem koraku, da to ne bo težava, še enkrat pa apeliramo na tiste, ki imajo pač to moč in to oblast v rokah, da ravnajo gospodarno in racionalno in da te referendume razpišejo z enimi od prihajajočih volitev. Omenilo se Švico, bodo referendumi postali neka nova praksa delovanja opozicije, bodo o vseh pomembnejših odločitvah po novem odločali prebivalci Slovenije? V tem trenutku imamo v Sloveniji samo izločitveni referendum, se pravi, ljudje lahko s glasom proti odločijo, da nek zakon ne stopi v veljavo. Vsi ostali referendumi so lahko samo posvetovalne narave, razen če se razpišejo z ustreznim ustavnim zakonom. Sam osebno bi si želel, da je Slovenija kot Švica in sem se vedno tudi zavzemal za švicarski model referenduma in se bom vedno, dokler bom v politiki, za to zavzemal. Ker zaupam v ljudi, ker zaupam njihov odločitev, ker sem trdno prepričan, da nihče ne more odločati o tem, kaj je za ljudi najbolje, kot ljudstvo samo. Še en stavek, če smem. Lejte, od tega, kakšne odločitve bo Golobova koalicija sprejemala v prihodnje, je odvisno odgovor na to vprašanje. Torej, referendumi niso zaradi tega, ker bi si Slovenska demokratska stranka ali pa ljudje to želeli. Referendumi so sedaj zaradi tega, ker je Golobova koalicija sprejela slabe, škodljive odločitve, ki siromašijo ljudi in njihov položaj, in proti takim odločitvam, če tega ni mogoče preprečiti v parlamentarni proceduri, se bomo v Slovenski demokratski stranki vedno borili in vedno z legitimnimi sredstvi, in eno od teh legitimnih sredstv so seveda tudi referendumi. Jaz sem še eno vprašanje, in sicer pa morda tudi se navezujoč na odločitve aktualne vlade, in sicer danes v državnem zboru obravnavate nekatere ukrepe zoper draginjo, pa me zanima, kako boste tam postopali, gre za torej malice v šolah in pa neko pomoč gospodarstvu? Postopali bomo kot vedno, se pravi v korist ljudi, v podporo slovenskemu gospodarstvu in za dobro Slovenije. Tem je vas odgovor. Želite še? Samo to sem še hotela. Če sem prav razumela gospoda Černača, torej vložili boste tako zgodaj, da bo možen referendum 13. novembra. Če bi šli na zadnji datum, potem bi bilo to nemogoče. Prav ste me razumela. Vložitev ne bo preprečila tega datuma. Vložili bomo, kot sem povedal, v najkrajšem možnem roku. Vsekakor pa je v zakonu dovolj manevrskega prostora, da se lahko poišče racionalna rešitev. Vsi veste, da celo izven tistega okvira samega zakona se da, če se gre na dvotretjinsko večino. In v takem primeru je seveda tudi to možno, če bi se za to dogovorili, da se poišče optimalna rešitev. Pa ne bo potrebno, kajti znotraj teh rokov vsi sami veste, da so tudi volilni dnevi. Se pravi, ta problem v resnici sploh ne obstaja. Ta problem je imaginaren in se ga hoče uporabiti za izgovor, zato da bi se šlo en teden po lokalnih volitvah še enkrat na glasovanje, kjer si pač dela vladajoča koalicija utopično upanje, da potem pa ne bo kvoruma. Kvorum bo, gospe in gospodi, kajti ljudje škodljivo, uničujočo politiko ustvarjanja revščine te vlade občutijo na lastni koži in bodo šli glasovati in glasovali bodo 3-krat proti. Kaj se še to v primeru morebitnega poraza vaše referendumu? Potem pač ljudje to želijo in tudi to bomo spoštovali. Ljudstvo ima vedno prav. Ampak ljudstvo ni 5 kričačev pred parlamentom. Ljudstvo izrazi svojo voljo z neposrednim odločanjem na referendum, tako kot to določa 2. člen Slovenske ustave.
No, pa jaz bi pa še vendarle prosila, če lahko vsebinsko pač razložite danes, kar se tiče današnje seje, recimo kar se tiče gospodarstva. Glejte, ostanemo mi zdaj pri temi, ki je danes. Če kako bomo ravnali, boste lahko opazovali v parlamentu. Če je še kajkoli v zvezi neposredno z referendumi. Zdaj, mogoče, če imate kakšne podatke, govori se o tej številki 157 000, a gre za a so to ljudje 3-krat podpisali ali je 157 000 ljudi podpisali? Niso točno enaka številke podpisov, če to mislite, se razlikuje. Se pravi, nekateri so podpisali eno, eni drugo, večina je verjetno podpisala vse tri. Ampak to je pač odvisno od vsakega posameznika. Številka 157 138 zbranih referendumskih podpisov pa je, priznali boste, impresivna. In še enkrat vsem, ki so dali svoj podpis, iskrena in velika hvala. Hvala, ker gre za Slovenijo. Zdaj bi sam še nekaj vprašal, kako pa poteka sodelovanje na tej ravni z Novo Slovenijo, če smo slišali gospoda Vrtovca, ki je relativno kritično, ki povedal, da sam ni podpisal, hkrati pa danes NSI očitno ima zdaj v pol enih tiskovkov glede novega, da bodo pač oni začeli pobudo za razpis referenduma za zakon o dohodnini, posvetovalnega sicer. Kako komentirate to, mislim, kako poteka to sodelovanje oziroma, ne vem? Poglejte, vsaka stranka odloča sama po svoje, sama skladno s svojimi vrednotami in programom in znotraj tega pač smo veseli vsake podpore. Bomo pa seveda ravnali tako, kot sem prej rekel, tudi ko gre za te zakone in ko gre za referendume, vedno v dobro ljudi, vedno v dobro Slovenijo. Torej, vi bi to boste to pobudo podprli, glede zakona o dohodnini? Počakajte, da do njih sploh pride. Še kakšno vprašanje? Je že vloženo? Je že vloženo. A je že vloženo? No, odlično, to sem pa vesel. In jo podpiram. Hvala. Če ni več, vsem iskrena hvala, pa srečno in srečno Slovenija.